No, lepo pozdravljeni še z moje strani, Petja Zorec. Mogoče, kdor pozna moje delo, ga je zdaj malo začudilo, zakaj se je ta obleka pojavila na ekranu najprej. In nisem je hotela vključiti, dokler mi moj najboljši prijatelj zjutraj ni poslal tegale imidža, ki sem se skoraj razjokala. To je obleka, zaradi katere sem se jaz zaljubila v oblikovanje oblačil. In sicer oblikoval jo je Raf Simons za Jill Sander v letu 2007 in je nekako predstavlja začetek mojega raziskovanja in poglabljanja v same detajle oblačil. Hkrati nakazuje vsem ta nek feminilen dotik in esenco tudi mojih kolekcij. Zato before. No, vision, jaz bom zelo kratka, zelo jedrnata. Moja vizija je ena omara, brez komplikacij. Moški in ženske nosijo iste kose, za katere se ne kregamo. Tlele lahko vidite primer istega kroja na ženskem in moškem modelu. Tudi sizingi so enaki, se pravi, se niti v tem ni treba prilagajati. Ženske si jih mogoče zavihajo malo bolj gor, moški jih spustijo nižje in imamo v bistvu dva zelo, na eni strani feminilen stil, na drugi strani zelo moški. Še več primerov spet parov oziroma moških žensk v enakih oblačilih v isti kolekciji. In pa še tukajle še dva para, ki v bistvu vsi nosijo moja oblačila oziroma oblačila znamke Petja Zorec, ki je niti nočem definirati po spolu in se ne oziram na specifike samega spola, moškega ali ženskega. Kdo so moje stranke? Moje stranke so visoko izobraženi posamezniki, ki jih ne moti, recimo ženske, ki to kupijo, da je to moška moda, in moške tudi ne moti dejstvo, da jih nosijo ženske. Gre pa za neke kameleone, ki so hkrati zelo poslovni, ampak se radi igrajo, so lahko zelo počasni v smislu zelo subtilni, ampak so lahko tudi hitri, so odzivni, radi imajo udobje, ampak so tudi včasih svečani in pa seveda masculine, feminine, se pravi moško-žensko, moško-ženski kontrast. Proces mogoče čist na hitro, vidite, kaj me več ali manj inspirira v mojih kolekcijah, od kontrastov, silhuete iz 50 let, analiza odnosov med moško in žensko, notranja čustva, in vedno pravim, da je moda, moje kolekcije so moje zdravilo. Gre pa iz nekih čustvenih odzivov v razmišljanje in potem veliko researcha, skiciranja in končno izvedbe kolekcije. Promocija, imam svojo spletno stran, promoviram se tudi na spletnih straneh Not Just a Label in pa Vogue Italia, promoviram se preko Instagram profila na modnih revijah v okviru Ljubljana Fashion Weeka in pa Beograjskega tedna mode. Potem pa se pojavljam v printanih in spletnih straneh, mednarodnih in lokalnih. Produkcija, materiale nabavljam v Sloveniji, Londonu, Avstriji, Italiji. Produkcijo imam tako za pletenine kot za šivanje v Sloveniji. Retailer je Pentla Concept Store v Sloveniji. Veliko večino tudi naročil dobim na showroomih, ki jih organiziram po Fashion Weekih, in pa moje stvari lahko najdete tudi na online spletni prodajalni trgovini Wolf & Badger. Povprečno število kosov na leto bi rekla, da je tam med 150 in 200, ki jih izdelam, tako da je tako zelo mala blagovna znamka, ampak vztrajno raste. Potem moram izpostaviti še nekatere ljudi, ki so tudi moji sodelavci. Vidite, da jaz sem večina moje blagovne znamke, od creative directorja, dizajnerja, kroje delam sama, iščem materiale in vse ostalo.
Sodelujem z agentko iz Londona, z Idea PR, ki ste jo tudi lahko včeraj spoznali. Najbolj zaupam temu dragemu prijatelju, ki sem ga od začetka omenila, Petru Maurinu. Katja mi dostikrat pomaga pri stylingih, potem še fotografi, s katerimi sem že sodelovala, Mateja Duljak, Niklas Bergstrand, Peter Đedani, Primož Zorko, Dino Kužnik. Primož Zorko je tudi naredil en lep book, pa tudi Rok Marinšek, logotip in visuals. Prihodnost bo vam zagotavljam karkoli kot flat, anything but flat je eden izmed mojih motov in s tem se vam tudi zahvaljujem.